če si zamislimo, kdo vse bi lahko prelezel ven iz luknje, če bo res prišlo do tega referenduma, ne? Tisti, ki bi tlele najdel, zato je ta primerjava z Brexitom, se mi zdi do neke mere še kar smiselna, ne? Žal ne vem, kako je bilo takrat, preden se je to začelo dogajati, mogoče Aljaž, ti veš, kakšno je bilo razmerje, s katerega so štartali, kaj je bil starting point, da so pa prišli na rezultat, kakršen je bil. V glavnem, tako da je na eni strani reassuring to, kar je tisto, kar mene malo pomirja, seveda je kontekst, nažalost, a ne. Mi imamo danes vojne all over the place, izjemno nepredvidljiv svet, varnostno so se stvari precej zaostrile in ko gledam našo raziskavo Nova normalnost, tisto, kar delamo enkrat na mesec, tam so te skrbi povezane z vojnami, ne, v porastu in letos, in ta strah pred vojno, tretjo svetovno vojno recimo je zrasel v zadnjem času, kar značilno, ne. Kar je tudi zanimivo in na nek način dosti simptomatično je, da smo v času, ko bi morala rasti skrb zaradi podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov. Eno smo bili ravno kar priča spet, ne? Mi smo imeli zdajle ekstremno sušo v Sloveniji, to je zelo, zelo velik problem, ne? Ampak trenutno ta skrb je v ozadju, ne? Lansko leto, sploh pa leto pred tem, ne? Je bilo pa to v ospredju, ne? In ta kontekst tega strahu bi lahko seveda bistveno vplival, oziroma ne bo seveda bistveno vplival, če bo do referenduma prišlo, in ta pa seveda govori pri tem, da se v zvezi ostane, ne?